V petek je v Ljubljani potekal največji protivladni protest, odkar je na oblasti gospod Janša. Mislim, največji v tem mandatu. Glede na število protestov, ki jih je doživel, je treba biti natančen. Kakorkoli že, po ocenah Jaše Jenulla in opozicije se je zbralo kar 40 tisoč ljudi. Po ocenah policije okoli 15 tisoč, po ocenah premijeja pa premalo, da bi odstopil. Daj pogled, kako se je začelo. Pred nekaj minutami so prvi ukorakali sindikati, ki so jih ostali protestniki sprejeli z velikim aplavzom. Torej, koliko ljudi še ne vemo, verjetno vsaj toliko kot na zadnjem velikem protestu 27. aprila, ko se je zbrala tukaj kar 10 tisoč glava množica. Ok, mogoče še zmer nismo izvedeli prave številke protestnikov, smo pa izvedeli, da je nekdo izmed njih naročil za jest. In me prav zanima, kako je potekala ta komunikacija. Ja, jaz sem tu, kje ste? Na Prešercu. Kako vas poznam? Masko imam pa transparent dol z Janšo. Aha, super, ok, cool. In kaj je o protestih povedal človek, zaradi katerega so se zbrali? Nič. Je pa po svoji stari navadi tvital. Tokratne izbrane besede so bile: S protesti bi lahko cool, mirno počakali še mesec dni in konec epidemije. Tako pa nam ogroža normalno poletje, okrevanje in turistično sezono. Ja, gospod... Včasih lažje sem gestikulirati. Gospodu premijeju bi bilo ljubše, če bi s protesti počakali še kakšen mesec, da ne bi ogrožali poletja. Še rajš pa bi imel, če bi protestniki počakali še kakšno leto, da ne bi ogrožali mandata. In kaj so zahtevali ti sovražniki poletja? Da čim prej odide, da ne bo še večje škode, ki jo dela s temi njihovimi korumpiranimi dejanji. Naj ta prav čim prej odide, čim prej. Jutri morajo biti že volitve. Jaz razumem zanos popolnoma, ampak ta gospod je mal preveč optimističen. Pa ne samo zato, ker bi za predčasne volitve moral gospod Janša odstopiti, ampak tudi zato, ker je z danes na jutr ne moreš organizirati niti piknika, kaj šele volitev. Se pa z gospodom vsekakor strinja velik ljubitelj piknikov, kmetijstva in predčasnih volitev, gospod Marjan Šarec. Je čas za volitve, čas je za odstop za volitve, zato da ljudje, ki so zbrani tukaj na trgu, da oni povedo, koga želijo na oblasti. Ne vem za vas, ampak gospod Šarec se meni že skoraj smili. Dajte pomisliti, človek je odstopil kot premier, ki si je tako zaželel predčasnih volitev, namesto tega pa je dobil premijeja, ki si predčasnih volitev absolutno ne želi. To mora biti približno tako razočaranje, kot če ti žena reče, da boste imela skupinski seks, pa ugotoviš, da boš druga ženska ti. Je pa gospod Šarec res konsistenten, saj je besedi predčasne volitve v zadnjem letu uporabil pogosteje kot serpentinšek besedo baba. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.